Osmi video. Nanosimo obremenitev. Začnemo z definiranim primerom obremenitve. Pod zavihkom obremenitve izberemo primer obremenitve. Lastna teža je že vključena. Dodamo nov primer obremenitve, dodatno stalno obremenitev. To je prav tako stalna obremenitev in je uvrščena v skupino obremenitev 1. Dodali bomo še sneg. To je spremenljiva obremenitev, zato je samodejno dodeljena skupini obremenitev 2. Še mu je treba dodati tip sneg. Sedaj bomo obremenili konstrukcijo z dano obremenitvijo. Za dodatno stalno vnesemo vrednost 0,4 kN na kvadratni meter. Izberemo globalni koordinatni sistem in pod lokacija izberemo dolžina. Obremenitev s snegom bomo nanesli v znesku 1 kN na kvadratni meter po projekciji. Da bi definirali obremenitev z vetrom, se bomo vrnili v nastavitve projekta in v parametrih za veter nastavili osnovno hitrost vetra na 20 metrov na sekundo in kategorijo terena 3. Nato aktiviramo tridimenzionalni generator vetra, dodamo vse možne kombinacije in izberemo oba smeri delovanja vetra, nato pa zaženemo generator. Vidimo lahko cone in smeri delovanja vetra. V nastavitvah pod zavihkom obremenitve, mase, lahko nastavimo prikaz vrednosti za notranji in zunanji pritisk vetra. Preden izvedemo izračun, je še potrebno nastaviti, da nosilci lahko prenašajo samo aksialne sile. In lahko izvedemo medsebojno povezovanje elementov. Nato lahko preidemo na izračun.